Pozdravljeni in dobrodošli na današnjem predavanju. Veseli me, da ste tukaj, saj se bomo skupaj podali na potovanje, ki ga vsi živimo vsak dan. Na potovanje zaupanja vase in svojo življenjsko pot. Ta tema je zame zelo osebna, a hkrati univerzalna. Vsak od nas se sooča z izzivi, negotovostjo in odločitvami, ki oblikujejo našo pot. A ravno te situacije so tiste, ki nas učijo, kako pomembno je zaupati vase, v svoje sposobnosti in v to, da vsak korak, ki ga naredimo, prispeva k našemu osebnemu razvoju. Zaupanje vase ni nekaj, kar bi nam bilo prirojeno, niti ni nekaj, kar lahko pridobimo čez noč. Gre za globoko prepričanje, da imamo v sebi čisto vse, kar potrebujemo, da se soočimo s svetom. To prepričanje gradimo z vsako izkušnjo, z vsakim izzivom, ki ga premagamo, in pa z vsako odločitvijo, ki jo sprejmemo. Ko zaupamo vase, se ne obremenjujemo več s tem, kaj si mislijo drugi, in s tem, ali so naše odločitve popolnoma pravilne. Zavedamo se, da popolnost pravzaprav sploh ne obstaja in da je življenje vedno nepredvidljivo. Namesto da bi se ozirali nazaj in obžalovali svoje odločitve, se naučimo videti vrednost v vsakem koraku, tudi v tistih, ki so nas morda popeljali na nepričakovane poti. Verjeti vase pomeni zaupati, da imate čisto vse, kar potrebujete, da se soočite z izzivi, ki vam jih življenje prinese. To sicer ne pomeni, da boste vedno vedeli, kaj storiti in da nikoli več ne boste dvomili vase. Toda ko zaupate vase, verjamete, da se boste vedno pobrali, ne glede na to, kako težka je situacija. Gre za prepričanje, da ste preživeli 100% svojih najtežjih dni in da imate moč preživeti še naprej. Graditi zaupanje vase pomeni, da se naučimo ceniti svoje dosežke, pa naj bodo še tako majhni. Začnimo s prepoznavanjem svojih močnih točk in pa uspehov. Vzemite si trenutek in razmislite, kdaj ste se nazadnje pohvalili za nekaj, kar ste dosegli. Morda je šlo za nekaj tako preprostega, kot je premagati strah pred javnim nastopanjem. Ali pa zaključiti projekt, ali pa celo se odločiti za nekaj, kar ste dolgo odlašali. To so trenutki, ki gradijo vašo samozavest. Drugi korak je, da se ne bojimo neuspehov. Neuspeh ni konec poti, temveč je priložnost za učenje. Vsak neuspeh nosi v sebi lekcijo, ki nas lahko približa našim ciljem. Ključ je v tem, da se ne ustavimo ob padcu, ampak vstanemo, obrišemo prah in poskusimo znova, tokrat z novim pridobljenim znanjem. Ne pozabite, največje uspehe pogosto dosegajo tisti, ki so najpogosteje se soočali z neuspehi, a nikoli niso obupali. Velik del zaupanja vase je tudi sprejemanje te negotovosti. Svet, v katerem živimo, je res poln neznank. Ničesar ne moremo popolnoma precizno predvideti ali kontrolirati. A ko se naučimo sprejemati negotovost, osvobodimo svoje misli in srce. Namesto da se borimo proti toku, se naučimo plavati z njim. Razmislite o situacijah, ko ste se znašli na nekem križišču in niste vedeli, kam zaviti. Kolikokrat ste se počutili izgubljeni, a vseeno nadaljevali svojo pot. Negotovost je tisti tihi spremljevalec življenja, ki nas uči, da so vse stvari prehodne, tako kot težki in lepi trenutki. Sprejemanje negotovosti pomeni, da ne iščemo stalne gotovosti, ampak se učimo ceniti pot, ki jo hodimo, tudi če ne vidimo cilja pred seboj. Prav v trenutkih te negotovosti se lahko zgodijo največja osebna rast in se zgodi največji osebni preboj. Pomislite, kdaj ste se nazadnje soočili z nečim, kar vas je prestrašilo in kako ste se počutili, ko ste to premagali. Ta občutek zmagoslavja, ta notranjo moč, ki se rodi iz tega premagovanja strahu, je nekaj, kar ne more nadomestiti noben zunanji dosežek. Vsak trenutek, ki ga preživimo, je v bistvu darilo. Morda se to sliši kot nek klišej, a pomislite,
kolikokrat smo preveč osredotočeni na neke končne cilje, pri tem pa pozabimo uživati na poti do tja. Včasih smo tako ujeti v vsakdanje obveznosti, da pozabimo, kako daleč smo v bistvu že prišli. Bistvo je v tem, da prepoznamo lepoto v majhnih stvarih, v trenutkih, ko se ustavimo in enostavno uživamo v skodelici kave, uživamo v smehu s prijatelji, v občutku sonca na koži. Vsak tak trenutek je v bistvu priložnost, da se povežemo sami s seboj in zaupamo, da smo na pravi poti. Spomnite se na trenutke, ko ste se počutili srečne. Morda ste uspeli premagati izziv, ki vam je dolga leta predstavljal oviro, ali pa ste našli nov smisel v vsakdanjih stvareh. Te majhne zmage so pomembne. So dokaz, da je vsak korak, ki ga naredimo, vreden, tudi če nas včasih vodi po tistih nepričakovanih poteh. Zaupanje vase ni nekaj, kar pride samo od sebe. Potrebno ga je negovati in krepiti. Zato bi vam rada dala nekaj praktičnih nasvetov, ki vam bodo pomagali graditi to notranjo moč in prepričanje, da ste na pravi poti. Prvi korak je seveda, da si vzamete čas za vodenje dnevnika uspehov. Vsak večer si zapišite 3 stvari, ki so vam tisti dan uspele. Ni nujno, da gre za neke velike dosežke. Lahko je to nekaj zelo preprostega, kot je zaključiti nek zelo pomemben telefonski pogovor, narediti nekaj zase ali pa končno začeti s projektom, s katerim ste odlašali. Ti zapisi vam bodo služili kot opomnik na vse, kar zmorete, in vam bodo v trenutkih dvoma pomagali videti, kako daleč ste pravzaprav v bistvu že prišli. Naslednja stvar, ki vam lahko zelo pomaga, so pozitivne afirmacije. Začnite svoj dan z nekaj pozitivnimi mislimi o sebi. Naprimer, lahko si na glas ali pa v mislih rečete: verjamem vase, imam dovolj moči, da premagam vse izzive, ki pridejo na mojo pot. Te preproste besede delujejo kot neka mentalna podpora in vas opominjajo, da ste sposobni in vredni. Z redno prakso boste opazili, da postajajo vaše misli bolj pozitivne in da se lažje soočate z izzivi. Vizualizacija je še eno močno orodje, ki vam lahko pomaga okrepiti zaupanje vase. Vzemite si nekaj minut na dan, da si predstavljate, kako uspešno premagujete ovire, dosegate cilje in živite življenje, ki ga želite. Predstavljajte si v svojih mislih vse podrobnosti, kako se počutite, kako izgledate, kako reagirajo ljudje okoli vas. S to prakso boste začeli verjeti, da so vaši cilji dosegljivi in se boste začeli premikati proti njim z večjo mero samozavesti. Ko pa se morda pojavijo dvomi, ker bodimo iskreni, dvomi pridejo k vsakemu od nas, se samo vprašajte, od kod prihaja ta dvom? Je resničen ali pa je le odsev mojih strahov? Pogosto so naši dvomi zgolj plod naših notranjih strahov, ki nimajo osnove v resničnosti. Zato se zavestno odločite, da jih zamenjate s pozitivnimi mislimi. Namesto da si rečete, ne zmorem, si raje recite, lahko se naučim, kako to narediti. Namesto nisem dovolj, si lahko rečete, vsak dan rastem in se izboljšujem. In ne nazadnje, obdajte se z ljudmi, ki vas podpirajo. Podporna mreža prijateljev, družine ali mentorjev vam lahko pomaga ohranjati zaupanje vase, tudi ko vam je težko. Imejte okoli sebe ljudi, ki verjamejo v vas in vas spodbujajo, da sledite svojim sanjam. Njihova energija vam bo dala dodatno moč in vam pomagala ostati na pravi poti. Zaupanje vase je kot nevidni kompas, ki vas vodi skozi življenje. Ko mu zaupate, postanete močnejši, bolj odporni in dovolj povezani sami s seboj. Dovolite si verjeti, da ste vredni, da je vaša pot pomembna in da imate moč ustvariti življenje, ki si ga želite. Naj bo zaupanje vase vaša luč na tej poti. Naj vam daje pogum, da se soočite z izzivi in mir, da uživate v vsakem trenutku. Hvala, ker ste danes tukaj z menoj. Naj vam zaupanje vase pokaže vedno pot naprej.